neverjetno, vse tekme tukaj v Sloveniji, je res taka tradicija, veliko ljudi, res nekaj posebenega. Ko imaš družino, kle, sigurno ni lepšega, tako da ja, danes žal nisem mogel pokazati, česa sem zmožen, zelo težka smer, tako da ja, je bilo kar težko. Ja, začetek mogoče ne toliko, tudi tisti skok, ki je izgledal mogoče gledalcev najbolj atraktiven, ni bil toliko težek, ampak ja, od tam naprej so bili v bistvu, vsak gib je bil zelo težek, tudi postavitve so bile precej fizično zahtevne in če si naredil najmanjšo napako v postavitvi, kakšen zdrs je bilo kar hiter konec. Definitivno nekaj neverjetnega. Se mi zdi, da so to sanje vsakega športnika, da je na stopničkah pred domačo publiko, tako da ja, jaz sem res vesela z današnjim nastopom. Ja, smeri danes, mislim, da naša finalna smer je bila res fajna, tako se je nekaj dogajalo, se mi zdi, da je bila taka zelo novodobna, tako se je nekaj dogajalo v smeri od ročkanja do skokov, bolj dinamični gibi, kar me je načeloma dosti ustreza, tako da se mi zdi, da so opravila res dobro delo. Sem je v tem magneziju stala kar nekoliko mogoče jezna sama nase, ampak mogoče mi je to samo malo dodatno počgal, da sem bolj rešila brezkompromisno naprej v smer. Nisem se preveč ustavljala, nisem delala napak, res sem šla pač tekoče, tako ker se načeloma skozi želim od sebe, pa mogoče ne rata vedno, danes mi to uspelo, tako da mogoče bila to dobra stvar. I wanted to win, so I'm very sad and angry with me, but Yaya is very strong, so I should more training and I want to be like Yaya Gambret. Istega mnenja, perfektno. No. Moram reči, da ne vem, kdaj sem bila toliko sproščena na tekmi, kot sem bila pa zdaj v Kopru. Lani sicer tisto razočaranje v drugem mestu in zdaj letos tisto maščevanje, ki sem ga čakala. Da res sem vesela, no, že od kvalifikacij sem plezala sproščeno, isto v polfinalu in zdaj v finalu. Ne vem, res šlo je kot po tekočem traku, pri nobenem gibu nisem niti najmanj podvomila, vse mi je padlo pod roke in noge, tako da res zadovoljna sem s svojim plezanjem in sem vesela, da sem pokazala tako formo, ki sem jo kazala celo leto. Tole je bilo tako, da bi se v bistvu napisal scenarij. V obeh konkurencah smo videli vrh smeri, kar je idealno, ne? In se tudi ne zgodi vedno, seveda, zato ker je to zelo težko. Navijači so naredili svoje, to smo videli, navijajo za vse, to se meni zdi v tem športu še vedno zelo pozitivna stvar, tako da jaz sem zadovoljen. No? Smer je bila perfektna, res. Ne vem, če bi si lahko zaželela boljšo smer, ker je bila mogoče malo lahek štart, potem je bila pa zelo konstantna smer, brez velike pauze, bili so vedno slabši gripi oziroma zelo riskantni gibi, kar imam pa rada in smer je bila konstantna, tako da super smer. Je sanjski zaključek, res. Dva vrha, zmagovalci na vrhu, vsi ostali razporejeni dol. Boljš kot tako ne gre, no. Fanti, težka smer, zahtevna v srednjem delu. Pričakovali smo, da bojo ta zadnji trije prešli čez in res se nam je tako zgodilo, tako da smer je zgledala težka, bili smo živčni, da bo pretežko, da ne bomo doživeli tega ta pravega vrhunca, kot si želimo, ampak hvala Bogu sta potem ta zadnja dva gledalca Američani in pa seveda Japonec pokazala, kakšen je level, kakšen je. Tako da, ne vem, kaj ne rečem, idealen zaključek, no. Najbolj možno sem zadovoljen. 2 kolajni, zlata, bron, ok, lani je bilo morda drugače, ampak ja, top, res top.
Ja, na koncu je vse bilo res popolno. Začelo se je res dramatično, Luka pač padel prehiter, Mija čist prehiter, Vita zgubila magnezij vrečko, jaz nisem več mogel verjeti, kaj se dogaja, ampak na koncu je to obrnalo, kar nekako iz nekotov naš prid se in Janja odplezala popolno. Mislim, da smo videli tudi res popoln setting smeri v obeh po en vrh in res noro. Pa jaz bom rekel kar tako, perfekten zaključek sezone, že tako perfektne sezone, z res tole pikico na i, zmaga v Kopru, ki je lani pač za las šla, ampak letos je bila pripravljena, mislim, da še 100-krat bolj za to in odplezala, mislim, da fantastično, tako da zdaj lahko sam zaključimo sezono in tako. Vedno sem tudi rekla, da mi je doma najtežje tekmovati. Zdaj lahko končno rečem to v pretekliku, da mi je bilo najtežje tekmovati. Se mi zdi, da zdaj je leto Kopru prebiti in bom v naslednjih letih sam še bolj z užitkom tekmovala. Moram reči, da glede na to, da je ona v Bernu na svetovnem prvenstvu naredila svoje za letos, je bila letos bistveno bolj sproščena že od štarta in definitivno je puno lansko drugo mesto dalo neko dodatno spodbudo in neko dodatno energijo, da je pač še mečke bolj se pomatrala, bi rekel, in naredila svoje. Absolutno, jaz si upam reči, da je to pač najboljša publika, navijanje smo videli, kakšen je. Jasno je, da je publika bolj glasna za domače tekmovalce, kar je čisto normalno in čisto okej, ampak tako, kot sem prej rekel, navijajo za vse, vsi so bili nagrajeni za dobro plezanje in to je meni osebno vsaj najbolj pomembno. Organizacijsko je, ne spiš, imaš pač neke predstave, kaj bi, kako bi, zbiraš ljudi, sestavljaš zgodbo. In ja, sem srečen, da se je tukaj v Kopru ta stvar sestavlja.